In dajmo. Gremo not. Okay, sorry, jaz sem zamudil 3 sekunde. Bomo prišteli pa. Ali odšteli, kaj moramo že? Vse je vredno. To je vse relativno, kot smo že ugotovili. Mislim, da njih prejšnjo epizodo. Ja. Si ti ugotavljal, da je relativen. Ja, če gre, kukor gre. Sej. Kot ti rekel, koncepti. Tako. Ja. Zmenili smo se, ne? Ja. Nekako. Ja. Nekako smo se zmenili. Sam sem videl, da smo se to zmenili. To pa smo se zmenili, pa smo rekli... Ne, pa celo, veš, nimajo celo Američani nekega drugega cajta. Sam res, je to. Veš, da nimajo Angleži, 45 ali pa neki. Ok, koledar, ne imajo, Koledar imajo, Srbi pa pravoslavci ja. imajo svojega, muslimani imajo svojega, ne. Ja. Kaj še drug ima tudi svojega, ne? Ampak še vsem tega priznavajo, ampak kunga pa zraven šteje. Ampak cajt smo pa vsi prevzeli, ne? Ne, Sinki, ne. Če hočemo delati, ne. Zanj sem z Mihem govoril, pa je rekel, da oni tam v Amazoniji nimajo blage veze. Ne? Da je še 100 enih plemen, ki so še baje, da sploh še ni prišla civilizacija do njih. Ne? A da je še to? Ja. To je samo zmer manj, zato ker pač sekajo. Ja, sej je. No, ampak da unika rumena stvar pride do njih. Ja, rumeno. Veliko rumeno. Pa nimajo digitalnih ur, ne? Ja, ampak da je pa fascinantno, vse enkrat ga moramo prav povabiti, da malo razložil, malo bolj na dolgi širok, kva se gre. Ker je pa rekel, da tisti, ki pa pride, polka pride rumeno čez, ne, une vasi dobijo digitalije in so takoj noter, čeprav je ta prvi internet 150 km stran, ampak tako je igračka in že imajo sejvane slike, da veš, da saj malo štrca po telefonu. Lej, v trenutku, živeli so z naravo, ne vem, 100,000 let, pa v trenutku, ko je dobil črno igračko, ne, z ekrančkom, je pa hooked. Ja, in rekel, ne moreš verjeti, ne. No, pomisel, ne, recimo, jaz sem imel v 2001 v Mehiki, ne? In recimo tam po unih gor nekih vaseh tam, ki je tale komandante Marko, ki je rovaru, ne? Tam so recimo, ko sva se slikala, ne vem, takrat je bil še pač ta star fotoaparat, so recimo otroke stran potegnili, ne, ker je pač bilo vera, da ti dušo ukradajo, ne, in to, da ne bi bil slučajno otrok na sliki. Ja. Ne, pa je bilo takrat recimo, ne vem, recimo, da je bil analogen fotoaparat takrat na svetu že zelo dolgo, ne. Ja. Pa so še zmeram v bistvu to vero ohranjali nekako, ne, da zanimivo, da te tako hitro noter padajo, ne. Ja, očitno je pač toliko več draž, kot sam fotoaparat. Kaj ti smo mogli razviti, pa pol nekdo je prinesel čez en mesec v slike, pa zdaj pa inštantne. Klik, pa snotar, veš. Še prej sem bil tleh, zdaj se bo že v črni škatli. Sej to bi z antropološkega vidika bilo res zanimivo za raziskati in najbolj že raziskujejo. Verjetno. Je pa tudi kar strašljiv podatek, ne, da te takoj potegne. Mislim, v resnici pa ne, sej, če pogledaš na avtobusno postajo, se vidiš, kaj je. Ne. Ja. Ni treba je to maconko, da ugotoviš, kako hudič dela, pa kako dober. Če se niso bile zdaj neke tožbe, so dobili, ne? Kdo, koga? Ja, so bile, ja. Da imajo adiktiv peterne nekaj. Mislim, da je algoritem tako naštiman, da postaneš blago odvisen od njega, ne. Blago, ali pa ne to malo odvisen, kje pa kako si v življenju. Tako je, odvisen, koliko si odvisen. Vse je odvisen. Odvisen, res je odvisen. Te so res odvisnosti eno druge. Ja. No, ja, s temi odvisnimi, fajn, da nas poslušate na teh. Fajn, da nas poslušate na teh. Mi samo upamo, da ste vi odvisni od nas. Boljš. Čeprav ne preveč spet, ne. Mislim, dajte najdete to pravo mero, ne. Zmernost. Poslušajte navadne epizode, pa kdaj še une ekstra epizode, ki jih imamo pred navadnimi, ne. Ker mi smo zdaj že 10 minut govorili, koliko smo govorili. Kakve modrosti se letele. Ful nore stvari, tako da hvala za seriju. Si pa boste še malo več, ampak več pa ne. Ker mi, veš, odmerjamo. Nikoli ne bo to 6-uren podcast. Ne. Absolutno ne. Ne bo. Razen. Tudi Huberman 4 ure, ne.
Ne, tudi Huberman takratek 2 ure, ne. Takratek 2 ure. Šorci. Šorci, 2 ure. Ne. Sladkih 35 minut, če pa 42, tam pa že pogodba poteče. Ne. Čez 42. Mislim, čez 42. Do 42. Vse lahko, kdaj je bilo tudi 44, sam več pa ne. Da se pol medijan po... Ja, da se zlevelira. Meni se zdi, da poprečje imamo glih okoli 35. Vse je to, da ti stignih pol 40. Ja, zdaj nas boste mogli 2 ure poslušati, zato da bomo dvignili to na 42. A ja, ne, se lahko počas. Počas govorimo. Ja, kaj itak imamo 300 epizod, to je što poprečje ne bo. Zdaj sem to mislil, da predina butna bo. To je bil 1,3 predina, ti smo 1,4, bolj počas stari. Treba je zelo... Čakaj, kdo je enkrat komentiral, da je on tako, da bi kamnoseku narekoval? To je enkrat tako dober, jaz sem mislil, da bom crknil od smeha. Ne vem, kdo je bil, ampak bravo. Smel je to v nulo. Se res. Dobro je povedal. Aleš, dobro si povedal to. Modra misel. Ja, ne, včasih je treba pač malo bolj na počasi, razumem. Ja, ampak imaš saj, da pa tudi razmišljaš, vmes, kaj govoriš, ne? A veš, ne more ti neki izleteti, ne? Sej to je to, ne? Sej po mojem, a veš, tega bi se mogel ljudstvo več posluževati, kukar ne. Ja, ker recimo, ko je bil Turk predsednik, on je tudi tako zelo na počas govori, ne? Ampak on je bil diplomat. Prav slišiš, da je diplomat, ja, misliš, da je to diplomatska šola ali da tudi malo razmišljati? Se veš, kaj je definicija diplomata? Poznaš? Ne. To je človek, ki te pošle v kurac in se ti veseliš potovanja. Tako da, ne. Ja, ok, make sense, ja. Ne, on je bil res... Sej zato moramo malo bolj izmerati besede, ne pa bolj počas. Ne, ja, se veš, kolikrat sam ugotoviš, da prej vklopiš jezik, možgane, ne? In pol nekaj iztrčiš in pol, fuck. Če pa začneš počas, pa lahko že veste v jame. Te možgane v jame, upizda. Aha, to je bremza. To je dobra taktika. Ja, ful. To mogoče bi jaz mogel večkrat, pa samo sebe videl. Mislim, da se to mogel vsi. Iztrčavanje imam kar redovito se zgodi. Mislim, človek bi mislil, da veš, kaj veš, da iztrčavaš na teren, kar res ni v redu, pa greš. Pa da mislim, da bi po na 50 let izkušen tudi človek, a veš, kdaj je rekel, hopa muci, kaj pa če bi danes malo bolj zandahtijo, ne? Ne bi bilo slabo, ja. Tako da, ja, dobra ideja. To se bom pa... Lifehack, ali kaj je to? To je lifehack, nora, ja. Pa res smo imeli še enega zadnje, sva tudi enega lifehackala. To, tam malih periodo nisi pijan in si naročiš te velika, pa tam malo kozarček. In ergo ne boš pijan. Natočeš 3 deci. Ja? Fakt, zdaj bi še pil, če bi to vedel. Kje sta bila 5 let nazaj? Ja, lej. Dolgo so delali na tem. Ja, sam je pa res ratal, stari, ker to je bulletproof. V to malih nisi pijan, ergo, če imaš to malo glaš, si vse na redu. Ja, ne natočeš več kot 3 deci. Mi smo že mislili že v YouTube kanalu in te lifehacke. Zdaj imamo že ta drugega to s tem počas govoriti. Še malo pa vitaminske dodatke začnemo prodajati in za začetek. Ja. Saj bo vsaj vsak let za piknik. Tako? Pa bomo imeli. Kaviar bo. Ker tako smo bili na pikniki. To vzgleda kapr. A pa bomo tudi naročili te stand-up komike, da bojo vodo zgodili. Kapr zgleda. Ja, pridem. Glava za argentinski stari. Se si že začel kolumbijski, neke druge stvari. Pusti hrano. Beluga kaviar. Čeprav to ne vem, če bi. Mislim, se bom probo. Valjda bi. Ne, se pol vala, ker si vas... Skleda tip 500. Stari, ki greš ti, ora gre tip 500, baš tak je, da pol hočeš kučem kaviar jesti, zato je hud, ker si ti hud pizda, ker je the best, kaj je kurec, kdo ne more kaviar, zdaj bi pizda,
Daj preneže eno celo kastrolo. Samo štonije. Hudobo, kaprsica. Kuni fantje, ki so prodali te zdravila. Poslovna ideja številka 13.682. Se pravi, kuni fantje, ki so teste prodali. Ja, to. Zdaj mi bomo še za dobro ljudi delali. Še boljš. Ja. Mi bomo delili to ljubezen. Ja, to ni šlo. Eno na teden. Eno na teden ti 500. Da imaš eno epizodo na teden. Ne moreš vsak dan stari. Ne, valjda ne. To je preveč. Pa bi res, pustimo. Res rabili eno skledo. Za vsak dan. Ne moreš ne. To zna biti drago. Ja. Ja, odvisno, koliko je dober. Treba razmišljati o legalizaciji, ker smo glih pri tem. To je tako. To smo pa že zdavnaj. To smo že rekli, da podpiramo to. Absolutno. Tukaj se mi smo za to. Ja. To bi zares, če bi to dal vse to v program, kar smo mislili, sam te divji štose, to bi bila res dobra stranka, stari. Stranka divjih štosov, stari. Ne sme, ne. Potem ne jemljajo res. Tako, pa si tako kot piratska stranka. Veš, kad te ne jemljajo resno in si pa skozi. Sicer se imajo kar fajn, kad dobijo tiste zdaj so dobili kar veliko. Procent 2. Ja, ne, nikoli ne pride 6, ne. Ja. Tukaj, da živijo, ampak če bi imeli pravično proporcionalni sistem, ki sem zadnjič razlagal, bi mogoče pa prišli skozi. A veš, mislim, zihar prej. Ne, sem pop tudi Jelinčič. Ja. Se on noče. Ne, se vem, se to, ja. Pa bi pa Jelinčič svojim rekel, da ga daje na 6. mesto, pa bi bil še zmer na 2%. Se to se da zračunati, koliko rabiš biti, Ne, on hoče. Kje se moraš pozicionirati, da si na 2, ne. Daš se na 6, ne. Ja. Najbrž. Verjeten. Ja. Ampak, ja, to pa, ampak glej, je pa bolj demokratično, ne? To pa ja. To pa je, za demokracijo pa smo. Mogoče bi bil Jelinčič, Kastevarovič, stari. Ma isti. Zdaj smo pa dal Ja, kaj pa veš, stari, on je že malo star, malo se mu že ne da, veš. Nima tega elana pa Rosinjola, ne. Pa se on ni tak njihov, mislim. Heda pa tudi ne. RC, ki so pa nehali delati. Ja, neč kaj. Gremo. Slavko, 12. To gremo, ne gremo, mislim. Ko? Je malo več kot 12. Pa dobro, se je 3 sekunde, moramo odšteti ali prešteti, se sploh ne vemo, ampak je čez 12. Ajde, 13, dobra vaga v nebesa pomaga. Pa moramo pa počakati, spet da vemo. Je 13. V 13 minuti. To pa je. Za taka športna, ker Slavko pa to podpira. Ja, valjda. Se to je najbolj natančen v bistvu. Ja, 13 minuti se je to. Padle pa 56. Razen če 13-42, pa poveš, da je 13-42. Drugač pa ni treba. Kot bi gospod Milovanovič rekel, po moji uri. Tako. Zdravo raziskovalke in raziskovalci. To je podcast o življenju, majskih igrah in sploh vsem. In tudi o zadnji Douglasove knjigi Zadnja priložnost, ki je napisal skupaj z Markom Karodinom. Sam je zanimivo, da imamo še zmeri, ne, smo pri te... A knjigi? Ja. Kako? Kako je zanimiv. Zanimiv bi bilo, če bi pri drugi knjigi pa to omenil. Mislim, to ne bilo zanimivo, to bi že malo čudno. Čutim malo ta... V tem današnjem svetu ti nekaj omeniš kot čuden. Dobar, to je res. Ne, ja. Zdaj moraš V glavnem, kljub vsemu temu sem mi še vedno. Kljub vsem tem čudnostim. Ja, aljo. Peli. Zizi. To je bil ta eho. Eho. Ne, samo veš, mislim, hočem reči, da se... To si vsem dal zdaj. Kašen socialist pizda. Kako širok srce imam pizda. Kaj sem prej hotel reči, da se zadnje čase smo se bolj malo knjigi pogovarjali. To sem hotel reči. Zato se mi zdi zanimivo. Malo je krivo to, da sta za koncem Vinušek prišla, pa smo ful stvari že zvedeli. Ja, seveda. Nisem rekel, da je to slabo, sam prav opažam. Je pa tudi res dolg ta poglavje. Res je. Ja, avtor si ga je vzel, zabrati je super, ampak za komentirati pa ne. Ja. Avtor si ga je vzel, mi pa še res je tako, da... Ampak bom pa rekel, ne.
Pa, če se že pogovarjamo o prejšnjih knjigah, ne, če si že cilil na to. Ne, nisem. Da si ga je pa bolj vzel kot Owen. Ne. Ja, on si ga pa ne, jaz sem hotel reči, tako, kot si prej omenil, da sta pač za konca Videnšek bila pri nas. Ne, in jaz, ki berem, ne, ampak v bistvu čakam na tvoj, o čem bomo govorili, ker se mi zdi, da smo že vse stokrat povedali, hkrati pa ne. Ja, hkrati pa še zmeraj nekaj novega. Jaz vsakič to poglavje preberem. Zdaj sem ga 23krat pobral. Tako, ja. Se to. Da se že po mojem smo malo veličeni. Da se že mečkan čudnega počutim. Ja. No, vidiš. Dobro, jaz sem rekel zanimivo, ampak kaj da, mogoče pa čuden prava beseda. No, ja. Ne vem, karkoli. No. Tako da, ja. Malo imamo tak paralelen v bistvu pogled na vse skupaj. Pa koncu se tudi veliko stvari se je dogajalo tako v življenju in sploh v vesolju. Pa v Sloveniji, pa v svetu. Glede na to, kdo nam vlada, ne, mislim, da bo tega še več. Pa knjige še manj. Nažalost. Čeprav mogoče bi mogli pa to obrniti. Pa samo knjigi, skozi. Ja, da se čist umaknemo od realnosti. Ja. A to hočemo? Ne vem, če mislim, mislim, ja, tako ja, v življenju. Pijemo, pa jemo stvari, pa take. Zato spijemo. Pa gledamo v te črne ekrane, ki so pol svetleči. Zato, da se umaknemo od tega. Zato, da nisi tle, kam psi. Kam mogo biti. Sam to imaš prav, stari. V resnici je problem ljudi to, da res nismo sprijaznjeni z realnostjo. Ker realnost je taka, kaj je, ti si pa hočeš to sliko, ti imaš pa sliko drugačno, kot je v resnici. In zdaj, ko to boli, pač greš na per, ne? Pa je pol malo manj, ne? Če te malo boli. V bistvu, če te bo boli, greš pa na horse. Ali pa vzameš telefon, pa inštaliraš TikTok, vse isto. Zanimivo, da si šel, ne? Per, horse, TikTok. Ne, sem še čiki vmes, pa hrana, pa vse živo. Vse precej podobno reč. Tudi shopping v resnici ima podoben mehanizem. Ne govorim, da je isto, ampak mehanizem je pa zelo podoben. Ne, je. Mislim, da zapolniš nekaj, kar ti manjka. Odvisniško vedenje je tudi pri shoppingu. Ja, seveda. Ja. Normalno. Samo prav je. To hočem reči, da po mojem, da ni to, da v resnici ne zapolniš, kar manjka, ampak sam probaš pozabiti, da je resničnost taka, kaj je, ti jo pa hočeš drugačno. A sem zdaj preveč filozofiral? Ne, nisi. Ne. Večja je razlika med tvojim notranjim svetom in zunanjim svetom, bolj uporabljaš neke odvode. Ja. Tako, kot si lepo rekel. Ja. Odvisnosti, ki smo že bili pri njih. Ja, tako. Wow. To je pa za uno drugo idejo, ko smo imeli. Ampak v redu, dobro. Zdaj smo vam... Pa to je bilo za 100. Ja. To je drugače po 70 evrov. Zdaj, zapište. Ja. Ker smo pa glih pri tem, pa podprete naslov na hvala-za-seribijo.si. Ful smo pa hvaležni, da nas poslušate. Če se pa vidimo na pikniku, pa tudi lahko. To smo glih zanj zračunali, da v bistvu piknik je v bistvu glih, za en dober piknik daš 40 evrov, tako če se s frendi zmeniš, pa poceni. Ali pa naša letna naročnina, isto. Pa še dobra družba zagotovljena, pa troglasno petje. Ne čez zihar, ampak se bomo potrudili vsaj do eno. Mogoče bo, mogoče ne bo, to je presenečenje. Če bo enoglasno krulej, ne bo že dober. Se pravi, bo presenečenje, mogoče bo, mogoče ne bo. Ja, to bomo videli. Odvisno od splošnega razpoloženja. Tako je, pa hitrih prstov. Bom Zorka to poklical, da naj se pripravi, da ne glasilka ugreje. Dobro. Da bo akorde izmenjala, kjer je pesmi, bomo peli revolucionarne. Revolucionarne. Ali bomo peli te sakralne, ali žalostinke. To je, jaz bi, super ideja. Kaj si se zdaj spomnil? Spomnil se, da koncert žalostink, te komade, te žilorezniki, ki grejo meni, ki mi gre toliko na kurac, da so res dobri. Ne vem, kakšni res morbidni Radioheadi ali pa, mislim, veš, neki. Ampak da bi to akustično naredil sam, da je res žalosten, veš, ker nimaš niti enega, da ti tam bori toče zraven. To je festival domoljubnih pesmi.
Res žalosten se poslušati. Ne vem vprašal, kako to veš, ampak... Sem videl plakate, sreč nisem mogel jeti. Si bil zaseden. Ali si bil zasedi? Zaradi nerazložljivih stvari si se mogel pravičiti. To bi bilo tako, kaj je bilo Festival domoljubnih pesmi. Ja, čeprav zna biti, da so kašli, če lepo žgoluvljajo, da zna biti... Ne, pa sej Krkovič organiziral. Ja, se vem. Wow. Sem zdaj bo, pač vnuk bo igral slovenske pesmi, ne? Ja, bo, ja. Zdaj bo. Ja, mi smo to gledali, že sploh ne vemo, kaj se dogaja. Ne vemo še, kva bo, ampak vse kaže na to smer, da bo vnuk igral še slovenske pesmi. Saj že 4 leta. Zdaj, ko to poslušate, verjetno že je. Zdaj že igramo. Verjetno že RTV ima polno, tudi prenos domoljubnih festivala. Kaj že, Pirkovič bo napisal že, bo že napisal. Pa končno bo napisal tekst za na Golici, a veš? Aha, da bo... Ja, da bojo ljudje lahko pel, ne, hudiča. Da ne vsem ja, nas je cool, ali pa neki takega. Ne, cool je preveč. Ja, nisem jaz Krkovič, stari, ne morem. Ja, sem Pirkovič. Pirkovič, sorry, ja. Krkovič samo organizira. Ja, samo... Druga stvar, ampak ja. Ja, se pa poja pol te pesmi. Ja, se to bo zdaj, se bo na RTV. V hebrejščinilo. Ja, totalno delovanje. Zihar bojo prišli tudi kakšni gostje. Ja. Gostje iz drugih držav. Nekdo mora snemati, stari. Ja. A veš? Pa še Orban bo tudi frej zdaj. Nima več čuk zaposlitev, bi človek rekel. Ajmo pa lavno do Mađarske. Ja, sem zdaj nista več taka frenda. Nista, sta. A sta misliš, da sta že bestiča? Ne, sem imel pivca zaprl že undan. Bestiča nista več. Ni bilo več, so nehali podpirati. Ja, valjda, vas zmanjka. Kaj najbrž še videl, koliko je ura, da je kukovca bolj nared k tik taka. Tako da ja, nač, gremo v prejšnji epizodi pa to, prejšnji epizode, ja. Pejmo to. V prejšnji epizodi je bilo v glavnem prišli smo do noči. Zdaj gre pa spat, majster. Majstri? Mislim. Bom dal kar kvarnik. A kar tako. Ja, to smo vse povedali. Ne, zdaj smo še kaj, sem se ljudje poslušali. Če pa niso, pa prosim, če ste ponovi, dobrodošli, zavrte nazaj stare kolute. Mi gremo pa v bojsko mali. Rewind, kasetni špileri. Ja. Ti si bil dober stan. Če kdo sploh, ne. No, ja, najbrž več, ko se misliš. V glavnem, Douglas gre spat in cela ekipa gre spat in ugotovil je, da je prejšnji dan preveril tole mrežo proti komarjem. Špasen je razloženo, v bistvu, kako se dogaja. To s komarji je zelo lepo razloženo. Da je bilo, una mreža je bila zaprta in pol pač je on pozabil. Ne, pa mu je še rekel, da ne. Ja, še to, ja, da pač ne. Mislim, da mu je Mark rekel, da ne. Ja. Da je ne v krog obrnil, kako že, da je pustil odprto. Ja. Ja, in jo je, ki je pozabil. Ja. In pol se je začel strašen boj z mrežo. Vmes je ugotovil, da prišel je na idejo, da bi bilo ful dobro, če pač mrežo butne na tla. Prišel je bila zavezlana. Vse to, ne. Ja. Zavezlana je bilo z razlogom, da nekdo ne pride noter. Ne, v bistvu ker on ni glih bil najbolj počasne pameti, zakva hudiča je mreža zavezlana. Res mu je bilo čudno. Sam res, ja. In pol on to odveže, raztegne čez poslo in mu pol enkrat sicer svane, ampak je bila polhna. Ja, pa se je pa loto. Pa ne dobrih stvari. Komarjev. Komarjev, ne. Mislim, veš, zdaj, če imaš mrežo, je smisel, da jih drži zunaj. Zunaj, ja, če jih imaš pa noter, ste pa skrb zaprti z njim. Ja, pa jim je fajn. Tako da tudi oni ven ne morajo, v bistvu. Tudi če bi hotel, pa verjetno nočejo. In kot je Sancu rekel, sovražniku moraš zmeram pustiti izhod. Ker drugače je ful bolj nevaren. Ja, vse to je res. Če ne se pa bori do konca. Če ne se bori do konca. In on je
te komarje pač imel sam zase. Ja. Si jih je nanudil. In mi prečujem. Ja, a la carte meni. Mislim, oni so bili tako, ker jim mreža pusti odprta, so oni lepo se nastanili noter, spali in ga čakali. Ja, pač oni so čakali večerjo je prišla. Polka je mrežo dol dal, jih je še malo zbudil, so se že malo rekli, zdaj pa smo tle. Ne. Pa se bo on odločil, da jih bo, proti napad. Zihar sam Zukaj ve povedati o tem, sam pač očitno je premalo bral, ker se je lotil to tako, da mislim, sovražnik je bil preveč številčen v resnici. Ker je tolkel s knjigo ponujem, pa z beležko, pa pol z beležko ni hotel, zato ker je pa pol pisal huditi, pa pol je pohodil, pa vse živo, pa mislim, cele koloboce je imel zelo. Je še celo računalnik uporabil za te. Ja, z robom, sam mal je hotel pritisniti. Pa so pol baterije ven padle, pa ni bilo v redu. Tako da ja, vse je še enkrat obesil mrežo, pa probojiti spati in ni šlo. In pač rezultat je bil, da so bili te komarji zmer bolj razkačeni in pol okoli 4 zjutraj je ugotovil, da pač z tega na način pol je pa malo prišlo jutro in Mark mu je rekel, da a gremo gledati nosoroge. Da treba ostati, pa gremo gledati nosoroge. In je rekel, da nisem prav zelo razpoložen za ogled divjih živali. Ja, kaj je imel že noče preživel tako. Ja, je imel zelo divje, zelo intimnem živalskem vrtu. Ja, sam za njega je kako se reče, brnel roj komarjev. Tako da, pa so pa šli, v bistvu. Tako. Za zajtrk je imel pol konzervirane klobase. Ja, to je bilo doruček je v bistvu to, ali misliš, da je kar konzervirana klobasa? Čeprav včasih so bili, se spomniš, so bili hrenuke, so bile tudi v piksnah. Ja, sam je bilo še nekaj noter, nekaj je bilo. Ne, to sem pa globoko podzavest porinil. Ja, so bile, to je bilo včasih tudi nekaj zelo. No, lahko je bil pa tudi doručak, nekaj, v glavnem pa sem se kot doručak je sam. Ja, sam meso, ki ni v neki fizični obliki. V tubastih cevčicah. Mazljiva klobasa. Ja. Čeprav je drugačen. Je drugačen. Nekaj recimo, ne vem, Južna Italija ima Ndujo, ki je mazljiva klobasa, nekaj v lončkih. Tako. Doruček je pa v bistvu ni, je pa precej fizična oblika. Ja, je zmleto meso, pa tako, pa nekaj želatino nekako tako povezanska, pa tako nekako. Zdaj ne vem čisto točno. Že dolg nisem jedel. Ja, moram reči, da že dolg nisem jedel. Povejte na Discordu, če ste fani doručka. Včasih je bilo bolj popularno. To še delajo. Ja, zihar delajo. Ne, zdaj tako povedal, v kapitalizmu se dela tisto, kar se splača, kar je enemu všeč. Je najbrž manj, kot sem prej. Čeprav se pa ne spomnim, kdaj sem nazadnje videl. Ti pogled doručke, jaz sem pa razložil, kaj je šlo s temi nosorogi. Dej razloži. Šli so, gledati. Un dan smo bili v prejšnji epizodi ali po prejšnjih epizodih. Jaz sem mislil, da so nosorogi kam šli. To smo zdaj pol, zdaj so šli. Takrat so še bili. V glavnem, šli so proti nosorogom, ko so vedeli približno, kje so, in je Douglas malo vprašal, če so nevarni. In pol je Mark se je zarežil. Res težko bi najdel kakšnega, ki je skupaj od nosoroga. Ampak, veš, glede na to, da ima 2 do 3 tone, se je dec čisto logično spraševal, kako da niso nevarni. Ja, jaz sem bil pred časom tle v Gardalandu, in zraven Gardalanda imaš nek živalski vrt, ki gre z avtom noter. Ja. In ko se je nosorog postavil čez cesto, tam čez uno pot, kjer se ti s tem avtom peleš, ni nič kaj, da bi ga probal pejt stran ali pač počakaš, da je žival svojo pot. Pa se mu res nikamor mudili, tako da sem kar vrstno naredil tam. Imaš ga tudi na Amazonu, mestni doruček, sploh ni problema. Gavriloviču. Bomo dali zapiske. To bi delal. To je. Gavrilovič, mestni doruček, breakfast meat.
Spomaj se to, tega več v diaspori proda, na Hrvačkem, v Sloveniji. In res Amazon da je, evo. Eto, bomo dali zapiske, ni panike. Fruštuk Fleisch. Mesni doroček. Fruštuk Fleisch. Mesni doroček, grlič 150 gramski. Cena €49. To je Feinkost auskraten.de. To ni na Amazonu. Čakaj, da vidim, koliko je na Amazonu. Ja, nima veze. Ja, lej. Zdaj imamo celo... Ne. Currently unavailable. To je pošlo je. Pošlo je. Ja. Prav, tok je, ne. Ja. Tako da je, ne. Še zmer se dogaja. No, zanimivo. No, v glavnem Mark je pa Douglas razložil, da so to pač čenče in da so to začeli v bistvu prvi te raziskovalci, da bi izgledali bolj neustrašni in bolj so anakonde kar 20-metrske živali pošasti ratvale, pa tako pa pa tretne. To smo pa že nek videli, ne? Ja. Že prvnih. Pri zmajih, ne? Tako. Ja. Ne? Ja. Zmeram, a veš, verjetno, ko sem bil hud. Ja, vala, to vidno. Ja, pa se tako, kot z ribiči. Sej, to je. Dve tone, pizda rugove, veš, kakšne rugove. Je šlo to name. Jaz sem se sam malo umaknil. Meč ven. Ja. Zajahal. Predlezel. Ja, vse to. Ja. No, je pa Mark povedal, da je en pač nosorog malo razbil en avto od enega frenda, ki si ga je sposodil. Mislim, pač glih je bil tam, avto. Ja. Vse to sem ti hotel povedati. Ja. In na koncu, polk priješ ven iz tega, sem videl, da je tam piše, da pač greš noter z avtom na lastno odgovornost in da ni zavarvan. Ja, se najbrž še. Ne, pa zdaj tudi pri nas, pri generalju, verjetno težko razložil, da ti ga je nosorog. Ja. Mislim, da bi oni najdli eno klauzulo, ki pač to ne bi krila. Ja. Sam, če imaš veš, ko imaš, naravna nesreča, ali kako je kvaži imaš. Ja. Ne pokrije to. Act of God. Ja, Act of God. Ja, veš, mislim, da ne, ker ta friend Act of God se ne plačuje. Ne, ni Act of God, ampak veš, imaš, To je zelo dober od Rikija, kao joke. Ja. Veš, prav si ne znam predstavljati, da zavarovalničar kliče, veš, ne, Boga, ne, Act of God. Ja. Meni se zdi že gor razlago, ampak ja. Ne, in pol Bog reče, ja, ne, valjda, to sem bil jaz, pizda, ne, in plačati, zdaj materna. To pa res znamo, da je, pizda. Ja, ampak očitno tudi od Marka Friend je imel izga zavarovalničarja, ker je... Sej to ti pravim, mislim, sej veš, kako je, ne. Pri zavarovalničarjih je tako, nekako pri ciganih, ki sklepaš zavarovanje stari, moj, to bomo mi vse zrihtali, ti daj teh 50 € na mesec, lepo in to ni problema. Ti same ne poklič, ne. To me nekaj spomnilo na eno štorijo, ko sem imel z temi specialisti v dan. Ja, te si govoril, ne. In polka nekaj rabiš. Gospod, a ste vi prebral klauzulo 695 na strani 733 pizda splošnih pogojev? Vaš pravnik jo ni prebral, zato ker je on že umrl, pizda, ker je to napisal. Ne? In zdaj ti moraš kao se to... Ja, jaz pa moram, seveda. Jaz bom šel po črki zakona. Vse smo vam dali te splošne pogoje, vse smo vam jih prelepe. Vlada nisem odprl tega maila, nikoli. Poslali smo jih tudi ven domov, ste jih dobili fizično. To je s tem unim tigrom, ker smo imeli v prvi knjigi, tam nek na tem nivoju. Tam smo, ja. Zalega. No, to vam bo Peli iz prve roke povedal. Bomo pustili, škoda reklame. V glavnem specialisti plus pojebenti. Sam to vam rekel. Če bi imel še šalabajzer.si bi gor napisal, pa se pritoževal sam pač. To sem že imel. Ja, no, v glavnem. Unfriend je imel pa v bistvu še hujšo smoro. En dan si je sposodil Mark, pa mu ga je nosorog, prejšel avto, mu je pa bivol zgazil. Jebe, če imaš tako službo. Ja, no, pa Charles sestavil Land Rover, pa mislim, da mi lahko lečemo počini obešalnik. Ja, mi pa tole ustavimo. Ja. Mislim, da sem vesel, da smo prišli toliko delač. Sem mislil, da niti do Komarjev ne bomo prišli, da smo v mreži. Da bomo že v mreži ustali. Da bomo v mreži se zgubili, ampak sem ponosen na nas, tako da dobro je bilo.
Najlepša hvala, da ste nas poslušali do konca epizode, v kateri ste zvedeli, da so zavarovalničarji ene navadne pizde, čeprav vem, da ste to vedeli že tudi prej. Tako da, ja. Ja, to je to. Ja, oni grejo drugi pred zid, kot je revolucija. Ja. Jaz bi dal njih prve. No, sam radi reda, pa zaradi tradicije vemo, kdo je prvi. Ja, pač tle ne bomo, razen če bi pa zamenjali tudi vi, lahko pa poveste to na Discordu, pa bomo pač spremenili. Bo treba iti po črki zakona, pa statut, pa vse, pa ne, glasovanje. Kdo zdaj prvi, kdo zdaj drugi, ja, ne, kdo tretji. Pač ne. Ker dolga vrsta bo, veš, po mojem, če bi dali to. Vrsta bo dolga, ja. Zavarovalničarji. Jaz bi te stockbrokere, ki stajajo zapa proti, te bi dal v bistvu še pred. Ti niso stockbrokeri, ne? Sej veš, kjer je mislim. Vsi vemo, kjer je mislim. Ne te stockbrokeri, banda. Pa mogoče tudi tu ne. Na koncu bi kar vse vi širinu, ne? A veš, na tem seznamu. Imaš še ne robe te, ki bi jo mal potišal, ne, na prvo mesto. Najdu sem zid za revolucijo, da bomo oglašali. Zid za revolucijo. Veš, kje je? Tam na bunkerju, v preditostroju, na železnici. Ja, mal mu umet odpada, pa se prav ta star orang zid vid, on še iz 45, 42, 41. Tako da je malo nostalgije tudi. Da malo patine. Pa še italijanski je, tako da to gre še z uno koza, ko so dolžni Italijani, tako da to je benti. V glavnem povejte na Discord, kdo mora biti zares prvi pred zidom. Jaz sem pa zid že najdu. Drugač pa nismo nasilni. Ljubimo. V glavnem, z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. Če ti je ta podcast všeč, lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala se majte. Hvala za sredime, pikasi. Kot sem rekel, nismo nasilni. V kontekstu s prejšnjim, kar smo povedali. Mogo bi reči najprej lepo se najte, stari. Mogo bi reči, veš pizda, to pa se tebe. Lepo se majte. Pa rad se majte. Pa se vidimo pred zidom, če ste v teh množicah. Ne, res je lep, bo v poglavju, lahko si pogledate, če imate te poglavje, bo slikca zida, bom dal zid v Orlah, to bo dober. Zid, to bo šlo dar. Ne, a veš, v resnici bi, bravo, bom ugasnil, da se navadim, v resnici bi mogel, napisati, ne grad gori, ampak zid se že lošči, a veš. Ja. Se zid. Vse včasih smo imeli motorko, zdaj imamo pa zid. Evo vidi, napiš punk komat, pizda. Si pred zid. Ja, dober, naslov mi je že všeč, pizda. Si pred zid. Prve bomo te, pa ga našteješ, prve bomo te, druge bomo te. Ja, stari, si to gradil sam. Najprej grejo marketingeri tu budu. Ja, veš, kaj imaš? Ukrademo pankrtom, ki je Ljubljana itak ukrade ga. Ne, ali pa da. Vse v redu. Je že common. A ni, kako je pa, v Domicla, v prvi vrsti grejo naši, v drugi vrsti. Ne, Brecel. To je Brecel? Ne, fuck, pisa, zdaj pa me. Prvi vrsti grejo naši. Jani Kovačič. A on? Pizda, znaj biti Kovačič. Vojska. Ne, pizda Brecel je. Joj, stari, to je slabo, da ne vem na pamet. Si ne vemo to. Se ne snemaš? Vse ne snemo. Še snemo? Ne snemi, te sem rekel, da snemi. To je zdaj čisto. Pizda, no. Interno. Tako, to je interno. Ko interna. Končem dolg, res dobro idejo. Ključe zdaj. Če nekje se dal. Stari, koliko je treba, da se